Dober večer vsem skupaj. Dobrodošli na torkovem večeru s knjižnico. V mesecu februarju so naše prireditve začele potekati na spletu, kjer se preko orodja Zoom povežemo in srečanje predvajamo na Facebook strani knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. Za nas je to novost, tako da upamo, da bo vse potekalo v najlepšem redu. Nocoj gostimo avtorja priročnika Znajdi se v podjetništvu, gospoda Roberta Dvorška, ki ga lepo pozdravljam v naši sredi. Dobrodošli. Živjo, dobro večer. Se lahko na kratko predstavite, od kod prihajate in kaj radi počnete v prostem času? Ja, moje ime je Robert Dvoršek, izhajam, bi rekel, po rodu sem iz Krškega, od tam tudi moje podjetje in pač tam se je celotna podjetniška zgodba začela. Sicer pa živim v srednjem predelu ljubljanske regije, no, skratka v srednji Sloveniji. Drugače pa poleg podjetništva se ukvarjam z glasbo. Sem namreč bobnar v eni glasbeni skupini, ki smo sicer trenutno malo na pavzi zaradi celotne korona zadeve, sicer pa še kar ustvarjamo že zadnjih 15 let nekaj takšnega, glasbena skupina Momento. Poleg tega pa v prostem času, koliko je pač časa, seveda poleg družine in teh obveznosti, rad pač tudi s športom, seveda, na splošno tako. Kako knjigo preberem, jasno, če tudi pišem, ne. Tako da. Čudovito, v glavnem videti je, da ste kreativni, da vam verjetno prostega časa kar primanjkuje, si mislim. Zdaj pa preglejva najino knjigo, zaradi katere sva danes tukaj. Kdaj ste se pa vi začeli ozirati v podjetništvo? Kdaj vas je to področje pritegnilo? Če se mogoče narediva en prerez, pred odločitvijo za študij, ste namreč univerzitetni diplomirani ekonomist. Če je bila kakšna razlika med pred študijem in potem, ali se je začelo že v zgodnjem otroštvu? Izvolite. Samo podjetništvo, v bistvu v zgodnjem otroštvu nisem imel veliko stika s tem, razen tega, da je mogoče moj oče eno obdobje deloval tudi kot podjetnik, ampak ne prav zelo dolgo, tako da v bistvu me je v to nekako pripeljalo delo v nevladnih organizacijah in društvih. Namreč od mladosti sem bil aktiven član društva tabornikov v Krškem, kjer sem kasneje potem pač skozi to delovanje tudi začel prevzemati neke vodilne vloge in kasneje tudi vodil to društvo, bi rekel, v študentskih letih. Tam sem se nekako spoznal s tem potekom te organizacije, delovanja organizacij in nekako tudi potem prišel na to idejo podjetništva. V bistvu sem štartal iz tega, da sem kot študent ekonomije začel študirati pač vse te poslovne zadeve, med drugim tudi računovodstvo in pa podjetništvo. In ker sem ravno, to je sovpadalo s tistim vodenjem taborniškega društva, sem potem tudi te finance nekako prevzel pod, bi rekel, drobnogled in ugotovil, da mogoče pa bi bilo kaj za popraviti oziroma urediti, sploh glede na to, da sem bil nadobuden študent ekonomije in računovodstva, takrat me je zelo to pritegnilo, kako se to zares dela v podjetjih in tako nekako sem prišel do tega, da v društvih je tudi potrebno neko znanje tega računovodstva, ni da kar pač tam zdaj kot blagajnik samo plus pa minus seštevaš tisti denar v blagajni, ampak je dejansko v ozadju marsikaj. In od tu dalje me je vodila pot v nekako idejo, mogoče bi pa društvo potrebovala nek servis za, bi rekel, računovodstvo, za društva ali pa nevladne organizacije. No, in tako sem že v bistvu tekom študentskih let, kot seveda čist začetnik, nekako pridobil nekaj teh društev, ki so me tudi pocukala za rokav, če bi mogoče še pri njih to uredil in tako začel s to, bi rekel, tisto čisto poslovno potjo, takrat tudi ustanovil potem za začetek zasebni zavod, kot neko prvo, bi rekel, obliko podjetništva, v kateri sem se znašel in potem dalje razvijal ves posel. Ja, zanimivo. Vi ste najprej ustanovili svoje podjetje, potem ste pa to svoje podjetje opisali tudi v svojem diplomskem delu. Kako danes gledate na vaše diplomsko delo?
Pravzaprav, ja, nedolgo nazaj, ko se je tale knjiga prva, ki sem jo sedaj napisal, upisala tudi v sistem COBISS, knjižnični, sem potem nekako spet prišel do tega, se je tudi diplomsko delo tam noter. In me je mikalo malo pogledati za nazaj, kaj sem se tam pisal. Seveda, marsikaj se s tistim, kar sem napisal, še vedno strinjam, marsikaj bi pa mogoče kaj dopolnil. In ja, opisal sem to nekako ravno ta primer, da je pač tudi v obliki nekega zasebnega zavoda možno izvajati podjetništvo v pač neki obliki. In to na nek način še vedno nadaljujem to zgodbo, tudi v sami knjigi, o kateri bo potem še kaj govorila, je tudi del tega opisan noter in v bistvu tako, čisto osnovno, tisto načelo, ki sem ga zasledoval v sami diplomi, se še vedno strinjam. Seveda, nadgrajeno, kasneje tudi sam sem pač začel delovati v drugih pravno-organizacijskih oblikah, kot samostojni podjetnik, pa potem še tudi v obliki DOO, ki je mogoče malo bolj primerna za res tisto čist najbolj pravo podjetništvo, ampak tudi zasebni zavodi lahko poslujejo tako in potem je pisala diploma in delno tudi malo omenim v knjigi. Ja, čudovito, zdi se, kot da vas je življenje kar samo peljalo na to pot, se vam tudi tako zdi? Ja, se življenje te vedno pelje na neko pot, zdaj ali jo znaš v bistvu spoznati, pa videti, kaj je tisto tvoje poslanstvo, je pa drugo. In to v bistvu je tudi pomembno že v sami knjigi in tega se zavedam sam pri sebi in po drugi strani tudi v knjigi omenjam, da je ta del zelo pomemben pri podjetništvu, da dejansko malo oceniš, kaj je tista tvoja specifična lastnost, kaj je tista tvoja specifična prednost ali pa v čem si zares dober, v čem si naravno dober in potem to zasleduješ tudi skozi podjetništvo. Vi ste podjetnik, računovodja, kot smo slišali, potem ekonomist po izobrazbi, ste tudi podjetniški svetovalec. Na katera področja ste se pa še posebej usmerili in se zanje specializirali? In zakaj so vas pritegnila ravno ta področja? Torej, skozi svoje poslovanje sem se srečal z mnogimi podjetniki in podjetništvom v taki in drugačni obliki. Mogoče bi se sam nekako opredelil, da sem specializiran za mikropodjetja, predvsem za tiste mogoče malenkost bolj zahtevne primere poslovanja, ki niso čist, pa ne da zdaj podcenjujem koga, ampak mogoče ni to čist ravno en frizerski salon ali pa nekaj, kar je res zelo rutinskega ali pa vsakodnevnega, ampak tudi take, ki recimo poslujejo veliko s tujino, veliko z, ima neke kompleksnejše poslovne dogodke. Tako da to je tisto, kar sem se specializiral, predvsem pa se vidim bolj kot podjetniškega svetovalca. Računovodstvo seveda pač obvladam in stojim za tem, kar delam, ampak nekako ogromno pa zdaj vlagam v ravno to, da dejansko mogoče malo pomagam drugim podjetnikom, da jim ta administrativno, birokratski, pa tudi računovodski svet predstavimo na nek bolj tak poljuden način, da bojo razumeli, ker pogosto se od tega distancirajo ravno zaradi tega, ker je veliko nerazumljivega, so neki členi zakonov, ki jih je treba poznati, pa bav, ampak vsej veliko je logičnega, ampak seveda, treba pa pridobiti znanje, pa neke verodostojne informacije. Ja, včasih bi se lahko kdo odstrašil vse te birokracije, to je tudi pogosti primer in ravno tega ste vi poskušali vaše bralce verjetno nekako spodbuditi k temu, da bi kljub temu začeli svoje podjetje. Zanima me na splošno, kako lahko opišete, zakaj je podjetništvo pomembno. Vemo, da vsi ljudje v življenju niso podjetniki, imajo tudi kakšne druge pomembne stvari, ampak vendarle podjetništvo kakšen pomen ima? Podjetništvo ima v bistvu ogromen pomen. Na nek način bi lahko rekli, da je tudi gonilna sila razvoja sveta, družbe, kakorkoli. Vemo, da tiste najbolj, bom rekel, zemlje premikajoče zadeve so nastale v garaži, v podjetništvu. Od Microsofta, naprimer, do, ne vem, Facebooka, kjer danes to poteka. To so vse neka mikrozgodbe podjetnikov, ki so začele v bistvu res v obliki tega pristnega podjetništva. In to je že od, bom rekel, pamtiveka tako, ni to samo zdaj v novejši zgodovini ali pa v današnjih časih. In
zaradi tega pripisujem podjetništvu zares velik pomen. Seveda, eni ljudje so mogoče bolj, rekel, po nekje sami pri sebi bolj primerni za podjetnike, ker je to vseeno treba, bi rekel, sprejeti neke rizike, to ni varna služba na ta način, ampak seveda, če pa ne bi bilo podjetnikov, pa ne vem, bi verjetno še vedno, ne vem, s čim bi se vozili, kako bi živeli, kaj bi jedli in tako dalje. Ne? Tako, biti podjeten pomeni, da pač peljemo razvoj naprej, saj že sama beseda nam to pove. Zanima me tudi, kaj je za vas osebno največji izziv v podjetništvu? Seveda, to birokracijo sva že malo omenila. Ja, oprostite, birokracijo sva že malo omenila, to ste se vi... Se slišiva? Birokracijo sva že malo omenila in to je neka ovira, ki ste jo vi, bom rekla, smelo premagali. Kaj pa, še kakšen drug izziv? Vsekakor. Bistvo podjetništva je trženje na nek način. Ne? Ni birokracija. Noben ne dela podjetje zaradi tega, da bo papirje prelagal. Ne? Razen računovodje mogoče. Ampak sicer vsak dela podjetništvo zaradi tega, da bo zaslužil denar, zaslužiš pa lahko denar tako, da ti drugi plačajo in da ti plačajo, jih moraš v to prepričati. In mislim, da je trženje na nek način ena najbolj takih dinamičnih in tudi najbolj, bom rekel, zahtevnih področij. Zaradi tega, ker imaš na eni strani konstantno spreminjajoče zadeve, konstantno se mediji spreminjajo, skozi kaj tržiti. V mnogih panogah je konkurenca zelo ostra, ves čas so ti za petami. Tudi če kaj novega ugotoviš, ne boš dolgo imel prednost pred tem. Ne? Tudi po drugi strani je zelo dolgoročno, namreč v podjetništvu je zelo pomembno oblikovanje tako imenovan brandinga, se pravi oblikovanje blagovne znamke in teh zadev. Zdaj, sama knjiga res temu področju ne posveča praktično nič pozornosti, sama knjiga Znajdi se v podjetništvu, kajti je preveč obsežno, da bi kamorkoli vključil v samo knjigo eno knjigo. Ne? Se je osredotočila knjiga na področje, bom rekel, tega, ok, zakaj začeti podjetništvo, kje začeti, kako, zdaj, ko pa enkrat imaš to vse postavljeno, pa definitivno postane problem številka ena trženje, razen če si pač slučajno, ne vem, na pravem času, v pravem mestu, na pravem mestu, v pravem času. Ne? Torej, trženje je največji izziv v podjetništvu vsakega podjetnika, namreč prodati svoj proizvod, karkoli že vaše podjetje proizvaja, to prodati na trgu, ne premagati konkurenco in tako dalje. Če vas smem samo še majhen za eno tako oceno vprašati, preden se bolj dotakneva knjige, oceno podjetništva v Sloveniji, se pravi, kakšen je največji izziv podjetništva v Sloveniji ta hip, po vašem mnenju? Največji izziv podjetništva je po mojem še vedno ta majhnost trga v Sloveniji. Torej, Slovenija je zelo majhna država z enim jezikom in v bistvu majhna so mesta. Vse to naredi v bistvu podjetništvo zelo velik izziv, kajti preživeti je treba na zelo malem trgu. Ne? Naprimer, če si predstavljamo, da je v nekem okolišu, bom rekel, večjega evropskega, kaj šele ameriškega mesta, enako število prebivalcev, kot jih je v Sloveniji v celem, pa so razprosteni po pač celotni kvadraturi Slovenije, je to definitivno en ogromen izziv za podjetništvo. In bi to bila prva stvar. Zdaj, druga stvar je potem posledično tudi, ker je tako mali trg in tako specifičen, se pravi jezikovno, tudi v končni fazi, mislim, vse lokacijsko smo v redu, ampak vseeno, ne, nismo na lokaciji, kot je Belgija ali pa ne vem, ta zahodne države, ki so majhne, pa zelo gosto poseljene, pa tako, ne. Zdaj, tako da je drugi izziv v bistvu povezan s tem in sicer je privlačnost investicij, ne, se pravi investicijskih sredstev. Investitorji praktično Slovenije ne vidijo kot neke dežele, kamor bi bilo zelo se za potruditi pa prideti. Ne. Vemo namreč, da imamo tudi v končni fazi okoli sebe države, ki so bistveno večje, močnejše, čeprav so male, ampak so gospodarsko močnejše. Ne. Tako da to sta dva taka glavna izziva, ki jih jaz vidim. No. In ta majhnost se po eni strani k sreči sploh s to korona krizo nekako izboljšuje v tem smislu, da dejansko postaja poslovanje še bolj globalno, bolj se je treba v bistvu usmeriti na splet.
tukaj v končni fazi vsaj dosežeš celotno Slovenijo, populacijo celotne Slovenije, ne pa samo svojega, ne vem, mogoče 10.000 prebivalcev kraja, ne. Tako da to je ena rešitev. Druga rešitev pri podjetništvu je pa vsekakor globalen nastop. Najti neko nišo, poslovno priložnost, v kateri si dober in stopiti na globalen trg. Če pač uspeš, sreč imamo v Sloveniji šolski sistem dokaj dobro razvit in recimo temu, da tudi je jezikovno močen, ne, se pravi, angleščina nam je kar močna, ne, smo močni v tem in to ti pač prekar veliko, ne, oziroma priložnosti. Slišali smo nekako, kako ste se znašli v podjetništvu, zanima pa nas tudi, kako ste se znašli pri pisanju knjige. Kako je v tem, namreč ne napiše vsak podjetnik svojega priročnika, svojih priporočil v knjižni obliki. Kako ste se vi znašli pri tem, da ste napisali knjigo? Že pred samo izdajo knjige, ali pa preden sem se sploh lotil knjige, sem kar veliko pisal, v bistvu v obliki spletnih člankov, strokovnih ali pa podjetniških, tako ali drugače, v okviru portala, ki ga pač vodimo, to je znajdise.net. Tam je nastalo že na desetine ali pa če ne stotine člankov na različne teme, ki jih potem podobno tudi podrobneje obravnavam mogoče v sami knjigi, ampak vseeno, to ni isto, ne, knjiga se moraš vseeno malenkost bolj osredotočiti, tako da jaz sem mogoče tukaj na tem mestu tako malo strukturirano pristopil k temu, da sem si nekako res orisal zastavu, kaj vse bi res želel sporočiti podjetnikom, kaj je tisto, kar pač jim moram v zvezi s tem, kar hočem pisati, sporočiti. Sem si zastavil neko strukturo, malo naredil ene raziskave po spletu, se pravi, kaj so tiste najpogostejše teme, ki v končni fazi jih zanimajo podjetnike, kaj je mogoče kaj podobnega v kakih priročnikih že, ali pa še dodatke, kar pač se meni zdi pomembno. No in potem sem enostavno ustrajal in pisal. Velik del poletja sem v bistvu na vrtu pretipkaval z pač prenosnikom in sej je bilo pač zanimivo in tako pač, ampak ja, treba je biti ustrajen, no. Ste si zastavili rok, v kolikem času mora biti zadeva končana, ali je bilo tako malo bolj, kakor je prišlo, kakor je zneslo? Ves čas sem imel nekako v mislih, da hočem v letu 2020 to spraviti ven in to sem tudi uresničil, tako da ta v bistvu mesec zgor dol sem imel pa fleksibilno, no, ampak v vsakem primeru tam jeseni proti koncu leta, no, nekako sem imel plan in sem ga tudi uresničil, ja. Torej, imeli ste nekaj pisateljskih izkušenj, bi rekla, že kar nekaj kilometrine za sabo, preden ste se lotili knjige, ki je kar obsežna, no, 400, nekje imam zapisano, no, zdaj pa ne najdem, 347 strani, nekaj takega, ali sem prav povedala. 247. Pardon, 247, ampak knjiga je zračna, tako ko jo pogledaš, te pritegne. Kaj vas je vodilo pri tem pisanju, komu pravzaprav ste jo želeli nameniti? Kiti se namreč z opisom vse informacije o podjetništvu in startupu podjetja na enem mestu. Kar sem hotel narediti je ena zadeva in sicer podjetniki danes, jasno, tako kot vse druge informacije, vsi ostali ljudje večinoma najdemo na internetu, ne. S tem, da internet je problematičen medij v tem smislu, da ti kot nekritičen, bi rekel, bralec ali pa, če nisi strokovnjak, težko oceniš, kaj je zares relevanten vir in kaj ne. In to je bilo moje glavno vodilo, da podjetniki morda namesto, da prečesajo pol interneta, pa ob tem naletijo pogosto ali na kontradiktorne ali pa na popolnoma nerazumljive informacije, najdejo vse skupaj v neki obliki strnjeni, tako, in da je tudi združeno v bistvu celostno, kaj potrebujejo, kaj rabijo vedeti, ne. In to je tisto, kar me je vodilo. Namreč jasno mi je, mislim, kolikrat se jaz srečam s podjetniki, ki recimo iščejo informacije ali na spletnih straneh kakih uradov, pa ne vem, davčne uprave, pa tako, ampak to, da razumeš, še jaz včasih marsikako stvar težko razumem. Zdaj,
nekdo, ki se pa začenja s podjetništvom, pa postane samo še bolj zmeden in potem začne iskati v bistvu drugje. Tam ni dolgo odgovora, potem pa začne iskati mogoče še po kakih malo bolj takih, bom rekel, poljudnih medijih, morda celo na socialnih omrežjih malo vpraša, kakšne prijatelje, potem se pa že začne, ne, 100 ljudi, 100 strokovnjakov in je tale, bi rekel, relevantnost pa res verodostojnost teh informacij že vprašljiva, ne. Zakaj Slovenija potem potrebuje vašo knjigo? Po čem se vaša knjiga razlikuje od ostalih podjetniških priročnikov, če lahko kaj posebej izpostavite? Veliko stvari lahko izpostavim v zvezi s to Ja, knjigo. izvolite. Prvo kot prvo, napisana je v zelo taki poljudni obliki, vsaj tako jaz ocenjujem zadevo. Napisana je na ti, praktično podjetnika nagovarjam noter na ti. Ves čas, jaz sem se parkrat mogel prepisati par poglavij, ker sem se zalotil, da sem preveč strokovno šel zadevo, pa sem hotel res zelo tako razumljivo. Seveda, ohraniti nek strokovni nivo, ohraniti, da so zadeve točne, da ni tukaj v tem nekih, bom rekel, lovljenja krivin, ampak dejansko zadevo pa vseeno spisati tako, da bo razumljiva vsakemu, ki se loti podjetništva, ki nima pojma o ničemer in zdaj enostavno začne brati, lahko to knjigo vzame v roke in mislim, da ga bo lepo vodilo čisto razumljivo skozi zadeve. Druga stvar, ki bi jo v knjigi sami izpostavil, je ta interaktivnost. Jaz mislim, da je to res ena taka velika novost na samem, bi rekel, knjižnem trgu, morda je bilo prej že prisotno v kakih, ne vem, revijah ali pa kaj drugje, jaz sem to srečal pač že v tujih knjigah ali pa v tujih nekih virih, se ne spomnim točno kje, ampak ne v taki obliki, kot je tu. To je interaktivnost v obliki QR kod, namreč celotna knjiga, mislim, da je okoli 60 takih povezav QR, se pravi, knjiga ima noter QR povezavo, ki jo seveda danes imamo vsi pametne telefone, enostavno skeniraš in prideš v bistvu na spletni del knjige, kjer pa je potem na voljo še cela zakladnica raznih orodij, pripomočkov, morda kakšne zadeve bolj obsežno predstavljene, pa ne samo tudi neke zunanje povezave, ki se recimo meni zdijo relevantne, da lahko dodatne informacije ali pa kaj bolj podrobno dobijo tisti bralci, ki jih zanima. Tako da to je ta interaktivnost. V bistvu je neka povezava med tem pač fizičnim, da dejansko preštudiraš zadevo, primeš v roko knjigo in jo prebereš, in potem seveda neomejenim virom na spletu, tako v obliki videov in tako dalje. Tudi, ne vem, par zadev je takih, da dejansko si lahko pogledaš kakšen video, ker je pač mi bilo zanimivo, bolj v tem smislu pač, da slika pove več kot 1000 besed, pa si lahko bralec potem tam to bolj razjasni, kar sem mislil povedati. In pa še tretja stvar, ki bi jo izpostavil, je pa ta res neka praktična naravnanost v smislu nekih vpogledov v konkretne primere. Jaz pač namreč skozi svoje izkušnje, ker delujem pač kot računovodja že vsa ta leta, imam vpogled v res mnogo podjetniških zgodb in tudi mnogo takih konkretnih primerov. In te primere praktično v vsakem poglavju dodam, opišem zelo konkretno, kaj je posledica, kaj je bil razlog in kako se je speljal, pa tako dalje. Tako čisto konkretno iz terena, če tako rečem, ne iz akademskega sveta. Torej, vaša knjiga je namenjena tako že, bom rekla, podjetnikom z izkušnjami, kakor tudi začetnikom ali pa tistim, ki se šele odločajo. Kako bi jih te, ki se odločajo, še posebej spodbudili, da si vzamejo v roko vašo knjigo? Ja, nekje je treba začeti, ko razmišljaš o podjetništvu. Zdaj, ne vem, moj pristop k nečem, ko se odločim za neko zadevo, je, da najprej dokaj koliko lahko preštudiram zadevo. In to v bistvu je dobro tudi za tiste, ki se odločajo ta trenutek o podjetništvu, zaradi tega, ker s tem, ko se seznaniš z nekimi vsaj osnovami, si lahko prihraniš v prihodnosti ogromno nekih težav, pa sivih las, pa neprespanih noči, kajti problem je v tem,
česa vse še ne veš, ne? Ker pač mogoče se ti zdi, da je vse jasno, ampak pol pa vidiš, začneš poslovati, pa vidiš, a ja, to bi mogel pa tako, aha, ja, joj, nisem vedel, ne vem kaj vse, ampak te izgovori nisem vedel, pa tako v končni fazi, ko se enkrat srečaš, ne vem, z inšpekcijami, pa tako, jih ne zanimajo kaj dosti, ne? Pač si v poslovnem svetu tako kot vsi ostali, tudi če si začetnik, ne? In ene zadeve so lahko zelo resne, mogoče so lahko celo usodne za poslovno pot, ne? Tako da, pa ne, da zdaj hočem strašiti, ampak kar hočem je poudariti to, da dejansko bolje biti pač pripravljen, ne? In pač vedeti stvari, s čim imaš opravka, ne? Po drugi strani pa je primerna knjiga tudi za obstoječe podjetnike, tiste, ki že poslujejo, ker ravno zadnjič je en prijatelj, ki je podjetnik in uspešen podjetnik sicer, je pač zanimalo ga je, kaj piše v tej knjigi in jo je pač tako na mah prebral in potem je nazaj rekel, joj, veš, sem si kar zapisal par stvari, ki jih moram takoj vprašati svojega računovodja, če imam pa jaz to tako, ne. Tako da tudi za preverbo v končni fazi je zanimiva, ne. Nam lahko zaupate kakšno vašo oviro v vaši podjetniški poti, ki je bila za vas še posebej težka in naporna, tako da ste jo premogli, da ste jo zmogli? Kaj ste se iz nje naučili? Definitivno lahko tu izpostavim v bistvu ta pravni vidik. Namreč v računovodstvu je zadeva zelo zahtevna v tem smislu, da je treba razmejiti odgovornosti, zakaj je kdo odgovoren, ali je to podjetnik ali je to računovodja. In če bi imel možnost iti 10 let nazaj, ne, bi si iz tega področja marsikaj povedal tistemu mlademu Robertu, ne, pač v zgodnji začetniški podjetniški fazi. In točno to, ne, pač to so ene najzahtevnejših stvari, se pravi te pravne obveznosti, pogodbene obveznosti, doreči, imeti na papirju, imeti, bom rekel, v dogovorjeni obliki, v pisni in tako dalje, ne zaupati, pa ne biti nezaupljiv, ampak pač zaupati, ampak preveriti oziroma zaupati in hkrati imeti potrjeno, ne, tako. Glejte, posel je posel, saj dokler vse laufa z strankami, z zaposlenimi in tako dalje, do takrat je vse super, ne, ampak ko pa ene stvari zaškripajo, potem se pa pravi obrazi pokažejo in takrat v bistvu ostaneš na nek način sam s seboj kot podjetnik, kot odgovorna oseba in moraš pač zadevo reševati v bistvu sam ali pa pač z odvetniško pomočjo, ampak takrat je že prepozno, to ni več luštno, ne. A lahko vaša knjiga kakšnemu podjetniku, ki se je znašel v takšni ali drugačni zagati, tudi lahko pomaga najti pravo pot do rešitve? Vsekakor. Če nič drugega skozi to, kako naj bi bila zadeva urejena, ne, ker dostikrat je tako, ti se srečaš z neko nepravilnostjo, ampak potem pa, ne vem, dobiš inšpekcijo, na primer, ne, potem pa jih vprašaš, ja, kako bi pa to moglo biti, pa ti rečejo, ja, dajte, to pa ni naša pristojnost, da vas o tem učimo, ne. Dobite si, ne vem, nasvet, dobite si strokovnjaka, dobite si znanje, kakorkoli, ne, in to je tisto, kar lahko vsekakor v nekih osnovnih oblikah podjetnikom pomaga, ali pa da si vsaj razčistijo te pojme iz tega področja, potem pa lahko, ne, štartajo dalje. Namreč veliko kompleksnih problemov v poslovanju, v podjetništvu izhaja iz tega, da so osnove slabo poznane, ne. Treba zgraditi neko osnovno znanje, potem pa lahko razumeš dalje, kaj je pa detajl, ne. Vašo knjigo je izdal Zavod za izboljšanje kvalitete življenja in razvoj Znajdi se. Ali je to podjetje, o katerem že govorite v vaši diplomski nalogi? To je točno to podjetje, ta organizacija, Zavod Znajdi se, v okviru katerega zdaj pač v zadnjem obdobju razvijamo tudi to Znajdi se akademijo, ki je namenjena podjetnikom, pa tudi računovodjem. Pač delimo to znanje, ki smo ga pridobili jaz in kolegi in tako skozi leta v pač poslovanju v računovodstvu in ja, to je točno ta zavod in še vedno nadaljuje svoje poslovanje, ja. Ki ga še naprej razvijate. Kaj pa Zavod Znajdi se akademija, čemu pa se ona posveča?
Tako, A je znajdi to- se akademija, se pravi, je pač namenjena to je ta ista zadeva in Aha. ona se posveča zdaj še bolj intenzivno tem vsebinam, predstavitvi podjetništva, računovodstva, teh birokratskim vidikom in vse to podjetnikom. Po drugi strani pač jaz sem tudi ustanovitelj Znajdi se računovodstva, to je pač pa pol tem čist, bi rekel, storitveno podjetje, ki pa se ukvarja z računovodstvom podjetij in tako dalje, ne, in to je pa ta drugi del dejavnosti, ja. Nekaj sva se že dotaknila, da je v zadnjem letu te zunanje okoliščine, bomo rekli, s korona krizo že spremenila v določenih vidikih na bolje. Razmere, a ne, za podjetnike. Kakšne spremembe pa opažate v zadnjem času prav v tem obdobju, če mogoče kakšna zagata tudi? Težko bi zdaj tu komentiral, da je prav zelo na bolje spremenila, ampak Ne, samo odprla neke niše. Tako, govori se pa o tem, da je dejansko pospešila to digitalizacijo in v bistvu prehod na ta način poslovanja, ne. Danes nam je Zoom vsem nekaj zelo normalnega, mogoče še eno leto nazaj polovico ljudi, ki ga danes redno uporablja, ni vedeli sploh, da to obstaja in da je ta možnost v bistvu dejansko izvedljiva in se nekako da, ne. To je mogoče tisto, kar bo tudi prinesla ta kriza, je točno to pospešitev tega digitalizacije. Govori se v teh strokovnih krogih, da je tudi za 5 ali pa še več let pospešilo neke procese. Danes je ogromno dela od doma, tudi v podjetjih pa korporacijah in tako dalje, kjer se je zdelo, da to sploh ni možno, ker pač so imeli mogoče neke vodje ali pa pač menedžerji občutek, da pač, glejte, pri nas pa ne moramo delati od doma, ne. Mi imamo tak način, da se moramo tu videti in delati tu za mizo. Ne, danes je to drugače, danes je to možno. Potem, kar vidim pa po drugi strani, sva se že dotaknila, je pa ta priložnost, ne, tega globalnega trga, ne. Mogoče ravno s tem, ko pač prideš na splet, potem, ko enkrat prestopiš iz, bi rekel, tega fizičnega, mogoče tudi na spletno poslovanje, si samo še korak oddaljen od tega, da imaš na dlani praktično globalno poslovanje, ne. Pri podjetnikih mojih ali pa tako tistih, ki pač sodelujem z njimi, vidim res močno tranzicijo na spletno. V bistvu je tako, tisti, ki so se prilagodili in so v bistvu pravočasno res imeli razvito spletno poslovanje, ali govorimo ali o spletnih trgovinah ali mogoče o spletnem izvajanju kakih tečajev in tako dalje, tisti so to krizo prebrodili dokaj v redu, nekateri mogoče celo uspešneje, kot pa so sicer poslovali. Tisti, ki pa jih je zadeva, bom rekel, presenetila, ne, in niso imeli teh, so pa potem postopoma začeli nekaj delati, ampak to so že zamudili, ne, ker tudi če si v realnem svetu imel neko prednost, neko poznanstvo, neko bi rekel krog, nek brand, se pravi blagovno znamko, pa tako, si na spletu praktično spet na nek način od začetka štartaš, no, eni te poznajo, ampak veliko pa ne, in tisti, ki so imeli že vzpostavljene pred teboj, imajo seveda tudi potem prednost, ne. Kaj ste želeli danes še posebej sporočiti našim poslušalcem, naši publiki? A želite na kakšno stvar še posebej opozoriti, podati kakšen poseben poudarek? Ja, vsekakor to, da podjetništvo je zahtevna zadeva, da je pač to stvar, ki terja celega človeka po eni strani, ampak je tako, ne. Riziko tega, kako bi rekel, kar se lahko lotiš, pa kar lahko dosežeš, je pa v bistvu tega downside, v angleščini rečemo, se pravi tega potencialne nevarnosti, je v današnjem svetu relativno majhen proti temu, koliko je pa priložnost velika, ne, ker pač govorimo, da ne bo omejitev, ne, sky is the limit, ne. In to je mogoče tisto, kar je v današnjem svetu za tehtati, ker dejansko ja, pač riskiraš kaj? Riskiraš, da izgubiš tisto, kar si vložil, izgubiš vložen čas v podjetništvu, izgubiš mogoče, ne vem, recimo nekaj mogoče tudi zaupanja ali pa, ne, ampak po drugi strani je pa, če ti pa uspe, ne, če pa dejansko realiziraš to svojo idejo, se pa lahko v bistvu marsikaj zgodi in se te ponese na neko novo čisto življenjsko pot, ne. Ali predstavlja, bom rekla, ti ukrepi, ki jih vlada mora sprejemati v teh časih, za računovodje kakšen poseben izziv? Ali vam nalaga mnogo več dela, ali je kar gre?
Kako je s tem, z vami, v vašem Ja. poklicu? Tako, zdaj, treba je razumeti, da v tem času od začetka krize je vlada sprejela do zdaj 8 protikoronskih paketov oziroma zakonov. Vsak zakon je obsežen, tam nekje govorimo o 100 ali več A4 straneh obsega. Zdaj, da podjetniki lahko sploh poslujejo, da imajo zaposleni v vseh podjetjih lahko plače na tak ali drugačen način, da je to pravilno obračunano in da pač delodajalci kot odgovorne osebe ne odgovarjajo oziroma da nimajo težav, je treba vse te zakone naštudirati. Tako da mi smo se dobršen del leta računovodje ukvarjali s študijem vseh teh zakonov. Zdaj pa konec leta se pa pojavlja en posebno nov problem, na kar smo tudi že obvestili medije, tudi v bistvu inštitucije, vlado in tako dalje, je pa to, da vsi podjetniki, ki so uveljavljali kakršnekoli ukrepe, morajo zdaj pač paziti, ali izpolnjujejo pogoje, da te državne pomoči tudi ni potrebno potem vračati. Namreč te ukrepi niso brezpogojni. Podjetje je moglo imeti recimo takšen in takšen padec prihodkov ali pa pač druge zadeve paziti. In zdaj vsak od zakonov in vsak od ukrepov ima neke svoje pogoje in to je res ena množica teh pogojev, ukrepov in tako, ki jih je treba preveriti. Še mi, izkušeni računovodje, imamo težavo s tem, da pridemo čez vsako stranko in preverimo, ali je kaj koristila, ali izpolnjuje zdaj pogoje in tako. In tukaj to je res ogromna količina dela, ki je v tem obdobju, ki je že itak zelo, bom rekel, zahtevno za računovodje. Veste namreč, da se bilance pa zaključni računi oddajajo zdaj pač ali od 28. februarja ali pa do konca marca. In mi smo apelirali, da se ta rok podaljša, kajti res se srečujemo z ogromnimi novostmi, to so čist nove zadeve in ne, da ne razumemo zadev, ampak da že sam preveriš vsako stranko, vsako podjetje posebej, zahteva veliko časa. Tako da to je ogromno obremenitev, upam, da se bo kaj slišalo o tem. Se pravi, da ste prav v tem času, ko se midva pogovarjava, zelo obremenjeni s temi, bom rekla, dodatnimi nalogami, ki so vas doletele v vašem poklicu zaradi teh zunanjih okoliščin. Povejte mi, kako naprej, kakšne izzive imate še pred seboj? Ja, vsekakor je izzivov in idej veliko. Razmišljam pač naprej tudi morda še o kakšni knjigi, me že malo srbijo prsti, čeprav potem, ko sem dokončal knjigo, pa ko sem preverjal, pa vse to imaš potem že poln kufer tega dela in pisanja, pa ne tudi pisanja, bolj tega preverjanja, pa še enkrat preverjanja, pa še ni dovolj, ampak po določenem času mogoče spet začutiš tisto občutek, da bi kaj sporočiti želel. Tako da ta trenutek se oziram bolj v bistvu po tem računovodskem poklicu, mogoče malo širše, v smislu pač, da v Sloveniji je res veliko računovodij, veliko je tudi v bistvu potem računovodskih servisov, ki delujejo relativno mali. Področje je dokaj neregulirano, torej ni nekih licenc, tako kot je mogoče v kakem drugem, v drugi stroki, naprimer pri odvetnikih. In zaradi tega je tudi občasno videti tudi pomanjkljivo ali znanje, ali pa pač enostavno imamo preveč dela, ali pa je konkurenca premočna, pa je treba potem pač pri cenah biti relativno tako, bi rekel, na nizki ravni. In tukaj vidim eno tako priložnost, da pač se morda še nekoliko več povežemo, oziroma da pač neke dobre prakse povežemo in ja, pač to bi bilo mogoče smiselno tudi v kakšni knjigci. No, to je bilo še eno od mojih vprašanj, kako sodelujete računovodje skupaj, kako si medsebojno pomagate. Neko tako združenje, kot ga omenjate, bi bila mogoče rešitev? Obstaja več takih združenj, obstajajo tako društva računovodij po sami Sloveniji in potem tudi Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev. Obstajajo tudi v bistvu v okviru gospodarske zbornice, pač združenje računovodskih servisov. Tako da teh združenj ni, da jih manjka, zdaj drugo je pa, koliko so, pa ne da jih hočem kritizirati, ampak enostavno, mogoče so zdaj tudi neke nove generacije že prišle teh računovodij, ki so manj bile vključene v te procese, ki so se mogoče
teh združevanja, ki so se dogajali mogoče leta prej ali pa desetletja ali pa še več prej. In ravno pred nedolgo nazaj, pred kakim 2 tedni, 3 je v bistvu začela nastajati tudi ena zelo velika Facebook skupnost računovodij, kjer se pač vidi ta potreba po nekem dodatnem združevanju, usklajevanju, v bistvu povezovanju in sem srečen, da sem del v bistvu te ne prav ekipe, ki je ustanovila to, ampak mogoče med tistimi bolj aktivnimi, ki zdaj tam nekako rišemo to zgodbo in upam, da bo v bistvu to res nek začetek tudi povezovanja širše, računovodij. Sva o knjigi že vse povedala ali imate še kaj dodati? O vsebini knjige. To, da knjiga, tako, da vsebina knjige ni to računovodska knjiga. To ni priročnik, ki vam bo govoril o tem, kaj računovodsko delati, kako se nekaj knjiži, kako ne vem. Je zelo v bistvu tako široko zastavljena po svoje, vsebuje pač tako temu, če rečem, bolj mehke vsebine, se pravi malo premisleka o tem, kaj sploh podjetnik želi početi, kaj je njegova, bom rekel, kako se sploh v bistvu vprašati, kaj je moja vizija, kje se vidim, kaj je tisto, v čem sem res dober, ker to znova in znova v knjigi poudarjam, naj se podjetniki lotijo res tistega, kar jim leži, kar je njihovo, če skoraj rečem, poslanstvo, da ne bojo šli v nek posel samo zaradi tega, ker se jim zdi to ta trenutek dobra priložnost ali pa je nek lahek zaslužek, pa to ne bo dolgoročno. To jih bo samo obremenjevalo in na neki točki vprašanje, kako jim bo to šlo. Tako da je nek skupek tako mehkih tem, kot potem nekih konkretnih pač predlogov, kako urediti, kaj morajo poznati in to. Tako da iz tega vidika, hočem reči, vsebinsko je pestra in je široko zastavljena, tako mehko kot bolj birokratsko. Mislim, da se marsikdo lahko lepo najde v njej. Ste zadovoljni z vašo knjigo? Je to tak izdelek, kakršnega ste imeli v mislih, preden ste se lotili pisanja? Ja, vsekakor sem zelo zadovoljen s tem, kar je nastalo, v bistvu tudi zadovoljen sem v tem smislu, da dobivam v bistvu nekake odzive, zelo pozitivne, tako od v bistvu kolegov računovodij, kar mi je še posebej v bistvu ponosno, da pač ni samo to knjiga, ki je napisana, pa je na ti, pa je, ne vem, poljudna, ampak da mi tudi kolegi računovodje nazaj dajo pač feedback, da je strokovna, da je pač na trdnih temeljih in da se vidi, da je veliko znanja v ozadju. Po drugi strani pa tudi pač tisti konkretno podjetniki, ki jo preberejo, mi rečejo, ja, sem jo kar preletel, je res šla, mislim tako, da je lahka za branje in da je res tekoča. Tako da iz tega vidika, ko sem enkrat dobil nekaj teh odzivov, sem bil zadovoljen, da sem šel kar v pravo smer. Se vam zdi, da ste dosegli svoj cilj s knjigo? Tako. Če dodam še eno svojo izkušnjo, namreč, ko smo se mi dogovarjali za tale pogovor, je bila knjiga seveda v naši knjižnici že na voljo. Bila je prosta, lahko sem jo še vzela v roko, ampak med tem časom, ravno ko smo se začeli pogovarjati, sem pa nekoč, ko sem delala v izposoji, je prišla neka uporabnica in v kupčku knjig je imela tudi vašo knjigo. Tako da sem jo mogla izposoditi. Pri nas je knjiga trenutno izposojena. Kako pa je dostopna knjiga? Kje se jo da dobiti? Ponavadi smo pri predstavitvah knjige lahko v fizičnem prostoru ponudili tudi našim uporabnikom, našim obiskovalcem nakup knjige. Zdaj pa tega nimamo. Kje se da vašo knjigo dobiti? Tako, še dobro, da so tudi midva zdaj v virtualnem svetu in tudi v virtualnem svetu je seveda knjiga na voljo. Spletni naslov za to je knjiga-znajdi.se ali pa pač naš portal znajdise.net, kjer je prav tako povezava do pač spletne trgovine ali pa če boste pač v Google enostavno napisali knjiga Znajdi se, pa verjetno bo ena prvih povezav ta pač spletna trgovina oziroma pač možnost nakupa. Tako da možnost je tudi v bistvu za tiste, ki jih mogoče malo, ki smo jih malo zdaj podžgali, da bi pa se malo prebrali to knjigo. Obstaja tudi na sami spletni strani knjiga-znajdi.se dostop do 2 gratis poglavij, se pravi, da si lahko dejansko malo naprej dobite PDF, pa si malo preberete, kaj je, ali je to to, ali ni to to. Tako da, mislim, je kar tega dostopnosti velika. Se pravi, 24 ur na dan je praktično knjiga dostopna, kadarkoli lahko po spletu nabavljamo. To je tudi neka večja priložnost, kot samo enkratno, takole, ko se srečamo.
Zanima me še ena podrobnost, ali ste imeli kaj v mislih, da bi knjigo izdali tudi v elektronski obliki, kot e-knjigo? Ja, vsekakor je to en trend, v katerega gremo. Zdaj, tukaj je potem ta dilema, ker je pač vseeno to slovenščina, je trg relativno majhen po eni strani, ampak definitivno je nekje v bližnji prihodnosti, ali pa srednjeročno, nek cilj spraviti zadevo tudi v e-knjigo, mogoče na Kindle, ali pa pač neka taka varianta, ja. Ali se kakšna predstavitev še kot obeta? Ste gostovali po koliko knjižnicah, ste bili že predstavljeni, me zanima malo vtis. Namreč knjiga je relativno nova, izšla je decembra, če se ne motim. Popravite me, če se motim. Decembra je knjiga izšla in upoštevajoč pač, da zdaj smo, kot že rečeno, računovodje kar v gužvi, trenutno kar malo bremzamo v bistvu vse te aktivnosti, že tale današnja je pač vseeno urinjena v nek zahteven urnik, ampak po marcu ali pa potem, ko se malo sprostijo zadeve, pa definitivno je že v odgovorih kar nekaj predstavitev še po drugih knjižnicah. Upam, da tudi v živo potem kmalu, kaj poleti ali pa pač, ko se bodo zadeve sprostile in tudi po kakih knjigarnah, to bi me zelo veselilo, da bi pač lahko dostopali na več teh lokacij. Poleg tega pa same predstavitve knjige velikrat se navezujemo v bistvu tako, v Akademiji Znajdi se zdaj razvijamo neko mesečni pristop k nekim temam. Namreč sama knjiga je široka in obdela veliko tem, mi pa se lotimo v bistvu vsak mesec vzeti eno od teh tem in jih še bolj podrobno obdelati. Na ta račun tudi mesečno na naših Facebook profilu, se pravi Znajdi se profilu na Facebooku, izvajamo tudi potem intervjuje z raznimi zanimivimi podjetniki, gosti, pač to so običajno tako uspešni podjetniki, neki, ki imajo neko res zanimivo zgodbo in v bistvu tam tudi mogoče kako besedo potem rečemo tudi o knjigi še, tako da knjiga se predstavlja kar na več nivojih, ja. Zdaj imate priložnost, da povabite naše gledalce, da povšečkajo vašo stran na Facebooku in seveda sledijo vašim objavam. Če jo še enkrat lahko poveva. Vabljeni k facebook.com/Znajdi se, je ta direktna povezava, če boste pa pač v Facebook iskalnik napisali Znajdi se, pa mislim, da bo tudi ena prvih zadetkov. Tako da všečkajte, res objavljamo, smo zelo aktivni, objavljamo pogosto različne koristne informacije, tako za podjetnike, tudi mogoče za tiste, ki jih samo to poslovanje pa podjetništvo zanima in interesira, tako da vabljeni, ja. Naj povem, da bo tale posnetek pogovora na voljo tudi na YouTube kanalu naše knjižnice, torej YouTube kanal knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. Če kdo zamudi ali pa bi še komu priporočil, da se to ogleda. Ali sva vse povedala ali imava še kaj dodati? Imate še kaj v mislih? Jaz mislim, da sva lepo zaokrožila tematiko tako podjetništva kot moje zgodbe, kot same knjige. Morda pač bi dodal to, da dejansko ne se bati podjetništva, ampak ga pa vzemite resno, če se ga lotite. Sem to. Upam, da bo pri prebiranju vaše knjige to seme padlo na plodna tla, da bo spodbudilo uporabnike in bralce knjige, da bodo, ne vem, dobili spodbudo. To se mi zdi neko najmočnejše sporočilo te knjige, ki sem ga jaz videla. Tako da vas spodbujava oba, z gospodom Robertom, da si knjigo preberete, nabavite, ogledate, kakorkoli z njo sodelujete, da dobite od nje tisto, kar je noter položeno, ki je veliko znanja, veliko truda in seveda upamo vam v pomoč in navdih. Lahko se vam najlepše zahvalim, gospod Robert Dvoršek, za ta prijeten pogovor. Tudi meni se je zdel zelo, bom rekla, poučen in upam, da bo tako tudi za naše poslušalce. Zahvaljujem se vam, da ste bili gost torkovega večera s knjižnico. Želim vam, da vaša knjiga doseže čim več bralcev, tudi čim več lastnikov knjige in da do vas pridejo tudi informacije, kako jim je bila knjiga Znajdi se v podjetništvu v pomoč, v navdih in kako jim je bila všeč, da vas bo to lahko naprej vodilo pri pisanju eventualno naslednjega dela ali pa druge tematike iz vašega področja.
Hvala in lep večer še naprej vam želim, prav tako pa se zahvaljujem vsem gledalcem, poslušalcem, tudi vam, spoštovano občinstvo, ki ste vztrajali z nami. Spremljajte nas še naprej na naši Facebook strani Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka in lep večer še naprej vam želimo. Lahko noč. Hvala lepa. Lahko noč. Lahko noč.